Prijazen pozdrav, spoštovani obiskovalci, dragi otroci, krajani, skratka vsi, ki ste se zbrali na uradnem odprtju rekonstruirane lokalne ceste v dolini Zbelovske gore, tukaj ob železnici. Poseben pozdrav namenjam Petru Korenu, podžupanu občine Slovenske Konjice, Alešu Senkerju, današnjemu gostitelju, predsedniku krajevne skupnosti Zbelovo, Bojanu Podkrajšku, poslancu Republike Slovenije v Državnem zboru, Robertu Rožiču, generalnemu sekretarju Slovenskih železnic, Borutu Dolancu, namestniku direktorja sektorja za infrastrukturo Slovenskih železnic, predstavnikom izvajalcev del in nadzora, občinskim svetnikom, predstavnikom krajevnih skupnosti in seveda vsem vam, ki ste se danes zbrali na današnji slovesnosti. Lokalna cesta Viadukt Zbelovo, Zbelovska gora v dolžini slabih 2500 metrov, je prenesla ogromno obremenitev zaradi rekonstrukcije železniške proge Dolga Gora-Poljčane, ki se je izvajala leta 2015. Samo strpnosti občanov se lahko danes zahvalimo, da so tovrstni posegi tako na železniški infrastrukturi, kot tudi dela na cesti, kljub prometu potekala varno, brez večjih nezgod. Lokalna cesta sicer prometno ni med najbolj obremenjenimi, je pa med tistimi, ki imajo večji poudarek povezovalnega značaja med regionalnima cestama v občino Poljčane in Šentjur. Kljub temu so bila modernizacijska dela na cesti za naselje Zbelovska gora in krajevno skupnost Zbelovo zelo velik dogodek. Upamo in verjamemo, da smo z deli na cesti dali dodatno vrednost k izboljšanju prometnih poti v občini in nenazadnje tudi prometni varnosti. Za uvodni pozdrav ob odprtju nove pridobitve pa prosim Petra Korena, podžupana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovani, spoštovane, posebej bi še pozdravil našega drugega poslanca, ki je se pridružil kasneje. V veliko veselje mi je, da lahko danes odpremo tole cesto, ki je že dolgo pričakovana in ni velika pridobitev le za ljudi, ki živijo v tem kraju, ampak je velika pridobitev za celotno občino. Kajti občina si v teh časih, ko so proračuni vsako leto manjši, težko privošči take zalogaje in takšne investicije. In ta cesta je gotovo velik zalogaj. Menim, da je ta cesta lep dokaz tega pridnosti, strpnosti, potrpežljivosti in sodelovanja ljudi iz tega kraja, krajevne skupnosti, občine, Slovenskih železnic in pa vseh izvajalcev, ki so bodisi delali na železnici ali na cesti.
in je to lep izdelek, ki smo lahko ponosni na njega. Da smo veseli, vam verjetno ne rabim govoriti. Povem pa vam, da smo ponosni in hvaležni. Vsako leto, ko sem starejši, vse bolj razmišljam in spoznavam, da samo po sebi pride malo kaj. Še posebej kaj lepega. Kaj slabega nas hitro doleti, za kaj lepega se pa treba zelo potruditi. In za to cesto se je bilo potrebno zelo potruditi. In naše življenje lahko primerjam z enim kolesom, ki ima majhno luknjico. In tudi, če hočemo samo preživeti skozi življenje, ni dovolj. Kdaj pa kdaj moramo upihniti kaj zraka v to kolo, da se lahko vozimo. Drugače kolo sede na tla in postane neuporabno. Če pa hočemo v življenju kaj več doseči, je pa potrebno pihati zelo in pogosteje. In za to cesto je bilo treba pihati zelo močno in z vseh strani. Zato bi se rad na tem mestu iskreno zahvalil vsem, ki ste na bilo kakšen način pihali za to cesto. Nazadnje vam pa polagam na srce, da naj vas tudi v bodoče, ne samo danes, pot še kdaj zanese na to cesto, zapeljite se po njej in se oglasite pri ljudeh, ki tu živimo. Naša vrata so vam vedno odprta, kajti zelo smo vam hvaležni. Hvala. Hvala tudi vam, gospod podžupan. Z nami pa so danes tudi otroci iz vrtca Zbelovo. Pod mentorskim vodstvom Darje Solina in Jasne Golob so nam pripravili glasbeno-plesno presenečenje. Pa si poglejmo. Ne smemo pozabiti lučke. 3, 4. Lučina, avtopa, šmik, 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 šmik. Lučina, avtopa, šmik, 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 cel ljubi dan. Urata pa, lop, lop, lop. V nadaljevanju pa za besedo prosim predsednika krajevne skupnosti Zbelovo, Aleša Senkerja. Izvolite. Spoštovani gostje, krajani, en lep pozdrav na otvoritvo lokalne ceste v krajevni skupnosti Zbelovo. Jaz bi se vsem, ki so pri tem projektu kakorkoli pripomogli, pa verjetno še bojo kaj, iskreno zahvalo. Vsem skupaj pa želim varno, premišljeno vožnjo in uporabo tega cestišča. Hvala lepa. Hvala tudi vam, predsednik krajevne skupnosti Zbelovo. Mi pa bomo nadaljevali s plesom. Z nami je folklorna skupina Košuta Poljčane. Poglejmo si njihov splet plesov. Če hvaležno sprejemamo kot dar tvoje dobrote, po tvoji besedi in naši molitvi se vse posveti. Zato se ti zahvaljujemo za tvojo pomoč in dobroto. Prosimo te, blagoslovi to cesto, to novo cesto. Blagoslovi te ljudi, ki so pri tem delali, da je postala lepa in uporabna cesta. Da bodo vsi, ki jo bodo uporabljali,
po Tvoji volji, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Božji mir, ki vsak razum presega, naj varuje vaša srca in vaše misli, da boste bolj spoznali in ljubili Boga in njegovega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Čas je, da tudi uradno odpremo lokalno cesto Viadukt Zbelovo, Zbelovska gora. Za prerez traku prosim Petra Korena, podžupana občine Slovenske Konjice, in Aleša Senkerja, predsednika krajevne skupnosti Zbelovo. Čakajmo še predsednika. Zanjčo, te pa bomo nazvali. Čakaj, kaj si meni? Dobrega, prek gospoda Pojvića se zdaj Cesta je s tem tudi uradno odprta in blagoslovljena. Za veselo spremljavo ob ogledu pa bo v nadaljevanju na svoji harmoniki poskrbela domačinka Nika Kohne. Vse torej prijazno vabim na ogled obnovljene ceste, po ogledu pa najprej še na eno zdravljico, potem pa na odprtje kopalne sezone na bazen Zbelovo. Naj bo poletje vroče in sončno, obilico kopalnih dni čez poletje, danes pa še zabavno druženje ob jedači in pijači ter ansamblu Dar na bazenu Zbelovo vam želim vsem skupaj. Pa srečno!